V javnem zavodu so minulo poslovno leto sklenili s pozitivnim rezultatom. V skladu s poslanstvom so, pravi Simoničeva, krepili, ohranjali in širili programe primarnega zdravstvenega varstva. Tudi v prihodnje bo tako. Finančni načrt še ni sprejet, ga še pripravljamo, vendar si želimo vse tiste oddelke, ki pač jih še do danes nismo renovirati. Nekako imamo že prioriteto. Seveda imamo glede na to, da se širijo tudi naše dejavnosti, kar nekaj prostorske stiske. Zato razmišljajo o pridobitvi novih prostorov s preureditvijo zdajšnjih, predvsem teh, v katerih so najemniki. Veliko vlagajo v opremo in vozni park. Tako so v zadnjem obdobju kupili ultrazvočna aparata za potrebe ginekologije in kardiologije ter sodobno opremljeni reševalni vozili. 2 do 3 vozili vsako leto nadomestimo stare obrabljene z novimi, tako da mislim, da se lahko pohvalimo, da imamo, eden izmed boljših voznih parkov, kar se tiče reševalnih služb po Sloveniji. Občani, ki smo jih srečali na poti k zdravniku, so s storitvami v zavodu zadovoljni. Osebnega zdravnika imam tle, splošnega zdravnika v bistvu za otroka. Zadovoljni? Zadovoljni, super. Trenutno nimam pripomb, sem zadovoljen s tem, kar koristim, tako da bi sem pohvalil. Zelo so prijazni, naj bo osebje, naj bojo zdravniki, nimam pripomb, pa jaz sem imela hudo nesrečo. Znano je, da se v Sloveniji soočamo s pomanjkanjem zdravnikov specialistov, tudi novomeški zavod ni izjema. Trenutno v zdravstvenem domu imamo tudi še mlajše kolege specializante, ki počasi končujejo svoje začete specializacije. Nekaj imamo hkratnih odsotnosti, daljših odsotnosti, zakonskih odsotnosti. Predvsem porodniških dopustov, a trudijo se, poudarja, da poskrbijo za vse neopredeljene in opredeljene bolnike.